Pozdravljeni in dobrodošli v krajši prispevek o temu frdamanemu septembru, bom rekla. Moje ime je Lili Sorum, z numerologijo se ukvarjam že kar nekaj časa in vsi skupaj, astrologi, numerologi, mojstri džotiš, vsi tako zelo svarimo pred letošnjim septembrom. Leto 2016 je karmično leto, pa pričnimo z nekaj besedami o temu. Smo v letu, ki izrazito poudarja pretekla življenja, preteklost, naše otroštvo in vse nezavedno. Ta končnica 16 nas spodbuja, da pogledamo globoko v sebe. To je seveda težko, to je seveda boleče, to je seveda naporno. Marsikdo izmed nas bi raje to porinil v stran in ignoriral, ampak ne da se več. Življenje se je odločilo dovolj. Dajmo zdaj določene stvari, po domače povedano, spucati. Mesec julij je bil tisti, ki nam je neke prve namige ponudil. Namreč v mesecu septembru se bo malo kregala energija sedmice kot 16 in devetke kot seštevek tega leta 2016 ter samega meseca 9. No, kaj zdaj to pomeni v navadnem jeziku? To pomeni, da bomo čustveni, to pomeni, da bomo bolj ranljivi, bolj senzibilni in to pomeni, da se zaključuje en ogromen cikel. Zaradi spleta te 16, pa tega septembra, pa mrkov, pa še marsičesa, kar se bo dogajalo v mesecu septembru, verjamem, da je internet poln in astroloških in numeroloških in še kakšnih drugih napovedi, boste tudi kje drugje podobno prebrali. Sam nek vrhunec energije se bo v mesecu septembru zgodil. Ta zaključek ni nujno slab. Naš velikokrat, ko rečemo, to se bo zdaj končalo, to prevede v besedo izguba. Ničesar, kar vam ni namenjeno, ne boste izgubili. Veliko lažje pa bodo tiste stvari, ki nikoli niso imele mesta, se razblinile. Seveda je to težko, predvsem, če smo živeli v nekem prepričanju, bomo rekli mogoče malo predrzno iluziji, to sprejeti. Torej, letošnje leto je v prvi vrsti namenjeno temu, da očistimo sebe na vseh nivojih, tako psihičnem, kot čustvenem, kot fizičnem, kot duhovnem in tako naprej. In mesec september bo dejansko te stvari samo še okrepil. Torej, v praktičnem jeziku bi rekli, določenim stvarem bomo zaprli vrata, določene stvari je zelo pomembno, da ostanejo v preteklosti, da jih ne pogrevamo, da jih ne vlečemo več za sabo, ampak da jih spustimo. Dobra novica pa je, tisti odnosi, predvsem tisti dolgotrajni odnosi, ki se bodo zaključili v mesecu septembru, je velika verjetnost, da se bodo kasneje v mesecu oktobru obnovili na drugačen način. Včasih v življenju morajo stvari simbolično umreti, zato da se lahko preporodijo. Se pravi, življenje bomo strukturirali na popolnoma drugačen način v mesecu oktobru, ko bo na vse nas vplivala kombinacija števila 10 in 8, ampak o tem drugič. Torej, mesec september naj vam ne nažene strahu v kosti, noben pa obav ni, bo intenziven, bo močen, nas bo rukal, cukal in tako naprej, ampak na koncu bomo ostali tukaj mi. Torej, ko nas življenje dovolj meša levo, desno in pretrese, ostanemo mi. Namenite si več časa za sebe, bodite nežni do sebe, pazite, kaj počnete v smislu, pijte več vode, počivajte, sproščajte se, ne vse tiste toksične substance, pa naj gre za čustva, naj gre za to, kar jemo, popijemo, naj gre tudi za mogoče lenobo, odidejo z našega življenja. Nekako simbolično praznimo omaro in ko praznimo omaro, a veste, ko se spravimo pospravljati in jemljemo stvari ven, je prvo kaos. Vse imamo na tleh, na mizi, na policah, na stolih, vsega je vse povsod dovolj. Zgleda taka ogromna zmešnjava. Ampak potem vse bolj se kristalizira, kaj bomo dali nazaj v omaro, lepo očiščeno, zloženo. To bi bila najbolj taka praktična vsakdanja prispodoba letošnjega leta in predvsem letošnjega septembra. Izbirajte tiste stvari, ki so za vas dobre. Tisti, ki mi sledite že dalj časa, veste, da paše v mesečih tudi delo za dušo. Tokrat bom rekla preprosto, kako ste lahko vi boljši človek, bolj kvaliteten človek, kako lahko dvigate svojo vibracijo in s tem dvigujete vibracijo celotnemu svetu. Zavedajte se, da ne glede na to, da mogoče ste majhen delček sveta, ste pomemben delček sveta. Torej, vzeti si malo več časa za sebe v mesecu septembru, nič se bati, nobenih posledic, nobenih škandaloznih prelomnic, zavedati pa se, da smo v obdobju, ko bodo določene stvari razpadle, ker je tako prav.
Dragi moji, pošiljam vam en velik objem, veliko ljubezni in podpore. Vsi, ki me poznate, veste, da rada čvekam, zato vabljeni na mojo Facebook stran, kjer mi lahko postavite tudi kakšno vprašanje, kakšen predlog, kakšen feedback, in na mojo spletno stran, kjer vas čaka kar nekaj brezplačnih delavnic, ki vam lahko čez ta september pomagajo. www.lili-sorum.com je spletna stran. Dobrodošli, hvala lepa za vašo pozornost in en čim bolj zdravilen september vam želim. Pa, pa!